Podjetje Rams je že več kot 30 let prisotno na slovenskem trgu. Vaši začetki so bili usmerjeni v prodajo surovin in opreme za živilsko industrijo, predvsem za pekarne. Z razvojem ste svojo dejavnost razširili še na gostinstvo in slaščičarstvo. Danes z nami direktor Bogdan Simič, univerzitetni diplomirani inženir živilske tehnologije. Lep pozdrav. Pred 30 leti so starši ustanovili podjetje, takrat kot tehnološki višek, so se pač mogli nekako znajti in so pristali v branži, v živilski branži, kjer so začeli so prve pisarne so bile tam v bivšem podjetju Vesna, prva skladišča so bila v bivših mariborskih zaporih, tu pri Evroparku. No in skozi čas se je podjetje razvijalo in ustvarilo neki temelj do leta 2009. Takrat sem jaz nastopil z funkcijo, ker sem prevzel podjetje in do danes lahko rečem, da smo kar uspešni, da smo se razvili dejansko v eno srednje veliko podjetje in to je tako na kratko ta naša pot. No. Opišite vaše delo, ki ga vsakodnevno opravljate. Dejansko moje delo je organizacija podjetja, dajanje nalog, pridobivanje novih poslov, novih idej. Še posebno v času, ko smo letos, se treba znajti, treba iti z novimi idejami, da podjetje preživi in to na kratko so funkcije. Koliko ljudi je zaposlenih in kakšna je struktura zaposlenega kadra v podjetju? Torej, trenutno nas je zaposlenih 30, torej 2009, ko sem se jaz zaposlil, sem bil 9. zaposleni, danes je 30 in imamo mislim, da je najnižja stopnja 5. stopnja, do inženirjev 7., 6. stopnja, tako da razgibano. S kakšnimi izzivi se srečujete zdaj v času korone? Ste povedali, z nekimi novimi izdelki, iščete nove priložnosti? Predvsem smo se pač usmerili na tuje trge, dodali neke prodajni program, določene izdelke, ki so pač bili aktualni, tako da smo na srečo to prehrambena industrija in jesti moramo vedno, tako da naš posel ni stal, tako da delamo uspešno tudi kljub svetovnim problemom, ki so, delamo uspešno, z njimi kljubujemo. Srednja šola za prehrano in živilstvo že več let sodeluje z vami. Dobavljate nam surovine za slaščičarstvo, sladoled, kot tudi za pekarstvo. Prav tako ste pa opremili pekovske delavnice s stroji. Vam je to v ponos, ko vidite vaše stroje v naših prostorih? Da prideš v šolo strokovno z produkti, ker je tržiš, je definitivno prednost, ker se potem vsi učenci že mogoče navadijo, ali pa če ne drugo poznajo vse firme, surovine, ki ko pridejo v neki proces, v neka podjetja, prepoznajo te stvari, prepoznajo, da so le dobre in potem se lahko posel nadaljuje. Ali ste po končani osnovni šoli takoj vedeli, kje boste nadaljevali svoje izobraževanje? Že v osnovni šoli mi je bilo jasno, glede na to, da smo bili v prehrambeni industriji, v živilski, predvsem na področju pekarstva, sem takoj vedel, da bom šel na živilsko šolo in tudi plan je bil, da nadaljujem živilstvo potem v Ljubljani kot študij. Kakšne so bile vaše sanje, želje v času srednješolskih let? Sanje, želje. Ta čas sigurno predvsem, da se uživa, da uživaš v nekem obdobju s tistimi ljudmi, prijatelji, učitelji, učenci,
sošolci. Najbolj mi je pomembno, da je bila kemija, da smo se lepo imeli in da ko končaš srednjo šolo, da imaš lepi spomin, kar ga tudi imam. Katera srednješolska znanja, ki ste jih pridobili, bi izpostavili in katera znanja uporabljate še danes na svojem področju? Definitivno vsa, ki so povezana ki so strokovno povezana, no? Torej od tehnologije, zdaj sem pozabil, kako so se predmeti imenovali, ampak čisto vse je prišlo prav, no? Od tehnologije žita, tehnologije, ne vem, tudi alkoholnih pijač, testenin, konec koncev tudi ekonomija. Tako da vsi predmeti ostali, zgodovina, geografija, pa seveda za splošno razgledanost, ne. Kaj vas je najbolj navdušilo, motiviralo na srednji šoli za prehrano in živilstvo, ali vam je kateri učitelj ostal v spominu? Pa iskreno, z učitelji sem jaz imel, čeprav sem imel dosti energije, ampak pozitivne moram reči, ga ni učitelja, ko bi ga imel v negativnem spominu, tako da izpostavil bi težko. Dejansko so pa bili vsi zelo super, no. Tako kot ste prej povedali, da ste po končani srednji šoli nadaljevali študij na Biotehniški fakulteti v Ljubljani na oddelku za živilstvo. Zanima me, ali vam je srednja šola za prehrano in živilstvo dala dovolj temeljnih znanj in spretnosti, katere ste seveda še nadgradili in poglobili? Ja, definitivno, ne. Od samih osnovnih komponent, osnov, dejansko, ki sem jih osvojil, sigurno so vplivali na lažji potek v Ljubljani, na študiju, torej sem prišel že z nekim predznanjem, no. Kaj bi svetovali mladim danes, ki se odločajo za svoj bodoči poklic? Svetoval bi jim, da pogledajo, katere branže so aktualne in bodo celo življenje, kar živilstvo dejansko je. Zato v živilski branži vidim veliko idej in bi jim svetoval, da obiščejo živilsko šolo. Ali nam lahko zaupate, kakšen je vaš ključ do uspeha? Ključ do uspeha je čisto enostaven, trdo delo in poštenost. Rezultati pridejo sami. Hvala. V imenu Srednje šole za prehrano in živilstvo se zahvaljujem direktorju Bogdanu Simiču, univerzitetnemu diplomiranemu inženirju živilske tehnologije, za odgovore, nasvete in spodbudne besede. Hvala za vaš čas, uspešno poslovno pot vam želim, iskrena hvala. Hvala vam za obisk.